Gre za več kot 30-letno Križnarjevo pričevanje o skritem iztrebljanju afriških staroselcev na sudanskih območjih, bogatih z naravnimi viri. Predvsem pa je največja, bom rekla, vrednost in potreba te komunikacije, tega filma tako z ljudmi, kot s politiko, klici po pomoči, klici po ustavitvi vojne. Film je tudi pričevanje o moči kamer, ki so lahko močnejše orožje od pušk. Tomo Križnar in Klemen Mihelič sta v minulih 3 letih na vojnih območjih Nubskih gora, ob Modrem Nilu in v Darfurju razdelila več kot 400 miniaturnih kamer, potrebujejo pa jih še več. Da bodo lahko ljudje na področjih, kjer ni organizacij, kjer ni novinarjev, kjer ni nobenih medijev, sami posneli trenutne razmere, grozote, ki jih doživljajo dnevno in svet obveščali o tem. Ravno s pomočjo opreme, ki sta jo Križnar in Mihelič nabavila z denarjem zbranim v Sloveniji in dostavila na vojna območja, posnetki grozot iz Sudana prihajajo v svet, v največje medijske hiše, do vlad in v parlamente. Je pa morda treba poudariti še en efekt, kamere snimajo tudi tiste, ki govorijo, da so nekaj naredili, pa ne naredijo nič. Se pravi, vsa zahodna javnost, ki opazuje, zdaj vidi, da ne naredi nič. Zaradi strateških interesov in dobičkov svetovne velesile puščajo, da se vojne nadaljujejo. Ravno včeraj se je v Sudanu začela nova, pravi Mihelič. Film Oči in ušesa Boga prikazuje učinek kamer in celotne akcije, ki priča o tem, kako lahko vsak človek z darovanim evrom ali 2 prispeva k nakupu kamer in posledično k pritisku na svetovne velesile, da se vojne, ki le njim prinašajo dobiček, zaustavijo. Le s skupnimi močmi lahko premaknemo svet, je sporočilo filma, za katerega sta Križnar in Weissova 2. marca prejela nagrado na svoji zemlji.